Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 12. junij 2025. Moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Študentskih sob ni dovolj, najemnine pri zasebnikih so visoke, mnogi mesece iščejo sobo ali delajo ob študiju, da preživijo. Država obljublja gradnjo novih domov, a realnost kaže, da je soba v Ljubljani privilegij, ne pravica. Pogovarjali smo se z enim od reševalcev, ki so dosegli 3. mesto na mednarodnem tekmovanju v nujni medicinski pomoči. Kako so se razpletle kvalifikacije za 3. slovensko nogometno ligo Vzhod in kaj se trenutno dogaja v Ljudskem vrtu. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Bivanjska stiska med študenti postaja vse bolj pereča. Najemnine so v večjih mestih iz meseca v mesec višje, v študentskih domovih pa ni prostora, saj je postelj premalo. Čeprav država obljublja rešitve, gradnjo novih domov, povečanje subvencij in administrativne rešitve, realnost za večino študentov ostaja neizprosna. Študentska soba v Ljubljani je postala privilegij, ne pravica. Veliko mladih mesece išče stanovanje za najem, pri čemer so prisiljeni sprejeti kompromise glede lokacije, pogojev in cene. Nekateri pa zato raje ostanejo doma in se vsakodnevno vozijo tudi več ur, kar dodatno obremenjuje študijski proces. Spet drugi so, da sploh preživijo in si plačajo drago sobo, obsojeni na opravljanje študentskega dela, kjer pa se je ponudba zmanjšala. Vse več je opozoril iz študentskih organizacij, stanovanjskih združenj in mladinskih svetov, da sedanja stanovanjska politika za mlade ni vzdržna. Koliko študentov dobi sobo v študentskem domu, kaj država načrtuje za prihodnja leta in zakaj mnogi študije doživljajo kot boj za golo preživetje in ne kot priložnost za osebni razvoj. In na to temo danes v Večeru obsežen članek, analiza in pa uvodnik tudi piše Sanja Vrovnik, ki jo zdaj pozdravljam nadaljavo. Zdravo, Sanja. Zdravo, Miha. Sanja, kakšne so izkušnje študentk in študentov pri iskanju namestitev? Kaj si ugotovila? Kolikor sem se pogovarjala z njimi, večinoma slabe. Le redki imajo namreč srečo, da uspešno kandidirajo na razpisu in pridejo do postelje v študentu. Razlogi so pa povsem različni, od tega, da ne izpolnjujejo pogojev, da oddajo nepopolno vlogo, da so prepozni. In kaj jim preostane? Torej iskanje stanovanja na zasebnem trgu, kjer pa vemo, da so cene nore. Kakšno pa je stanje v študentskih domovih? Tudi to slabo. Vse tako kažejo raziskave študentske organizacije Slovenije. Zanimivo je, da 26% vprašanih je sobo dobilo na razpisu takoj, kar je porazen podatek. Med težavami, na katere opozarjajo študenti, so dotrajana oprema v sobah, slabo vzdrževani prostori, slab internet in slaba higiena v skupnih prostorih. Kaj se pa dogaja na zasebnem najemnem trgu, nekaj si že omenila? Torej, še enkrat poudarim, tam cene seveda norijo, kar sami vemo, tudi odrasli to čutijo na svoji koži, pogosto v Ljubljani in tudi Maribor ni več daleč stran od teh cen. Enosobno stanovanje ne dobiš za 500 evrov na mesec, kar je za študentski proračun veliko preveč. Tudi stanovanj ni, kar pomeni, da v povprečju mladi čakajo na stanovanje na zasebnem najemnem trgu tudi pol leta ali celo več. Kaj še sicer kažejo raziskave o bivalnih navadah mladih? Kar zanimivi podatki so, kar 56% mladih v Sloveniji izraža zaskrbljenost zaradi svoje stanovanjske problematike. Večinoma so odvisni finančno od staršev, kar polovica študentov biva pri starših med študijem in se na fakultete dnevno vozi z avtobusom, vlakom in avtomobilom. In še nekaj bode v oči, le četrtina študentov biva v študentskih domovih. Ja, in potem ni nič nenavadnega, ne, da mladi ostajamo doma dlje v povprečju kot recimo v številnih drugih evropskih državah. No, gremo še k novem študijskem letu, zdaj se študijsko in šolsko leto zaključuje. Kako bo v novem, kje bo postelj in koliko bo teh postelj na voljo, kje jih bo največ?
Torej, razpisanih je več kot 12,000 mest za subvencionirano bivanje, a vedeti moramo, da je v to številko prišteto tudi podaljšano bivanje, torej to so že zasedene namestitve. Torej, zgolj nekaj več kot 4,700 mest oziroma ležišč je namenjenih študentom, ki iščejo posteljo študentu prvič, kar pa je zelo malo. Največ ležišč seveda Ljubljana, sledi Maribor in nato Primorska. Pišeš tudi o subvencijah za bivanje. Kaj prinašajo nove subvencije za bivanje in komu bodo te dostopne? No, tu je država odprla malo mošnjiček, in sicer za vse študente, ki seveda najdejo sobo. Subvencija se zvišuje za 40% na ležišče, tako v študentskih domovih, tudi na trgu zasebnih najemnih namestitev, ampak kot rečeno, treba je najprej najti ustrezno namestitev. Če bi ti morala iskati nastanitev, kje bi jo iskala, si malo pobrskala? V bistvu pojma nimam, res situacija je zelo težka. Po vsej verjetnosti bi se na finančno stanje staršev vozila z avtobusom in vlakom in poskušala študirati na poti, ampak to je zelo obremenjujoče za mlade. No, vseeno se spremembe obetajo, načrtovane so. Kje so načrtovani novi študentski domovi in kdaj bi jih lahko dočakali? Ja, gradnja novih študentskih domov je dolgotrajni proces, kar že poudarjajo na ministrstvu. Vsi pa vemo zakaj. Zaradi pomanjkanja zemljišč, zaradi dolgotrajnega čakanja na gradbeno dovoljenje, kar je rak rana sploh tudi gradbenega trga. Zato več domov zdaj v bližnji prihodnosti ni pričakovati tako hitro. Torej, v Ljubljani sicer se razvijajo 3 večji projekti, torej študentski domovi, ki bodo zagotovili več kot 1000 novih postelj, ampak kdaj naj bi bili ti zgrajeni, je težko reči oziroma napovedati. Sanja, hvala, da tako podrobno spremljaš podobne teme, kot je ta, zelo uporabniška. Študentom pa želimo seveda čim lažje iskanje nastanitev za njihovo obdobje izobraževanja. Definitivno, ker na mladih svet stoji. Hvala, Sanja. Hvala enako. Ob zgodbi in uvodniku Sanje Verovnik danes v Večeru tudi članek Maje Bregar o zmanjšanju ponudbe študentskega dela. Ekipa mariborske nujne medicinske pomoči je konec maja na enem najprestižnejših mednarodnih tekmovanj v nujni medicinski pomoči na Češkem dosegla 3. mesto med 86 ekipami iz številnih držav. Ekipo so sestavljali urgentni zdravnik Aleks Šuštar, diplomirana zdravstvena tehnika Alen Kramberger in Timotej Možič ter zdravstveni reševalec Mitja Rajšp. Rejle Rejvis je mednarodno prizorišče, kjer ekipe v realističnih in zahtevnih simulacijah preizkušajo svoje znanje, odzivnost in timsko usklajenost. Citiram: "Uspeh mariborske ekipe ni naključje, to so rezultati predanosti, strokovnosti in trdega dela vseh ekip nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor," so ob uspehu zapisali v vodstvu zdravstvenega doma. O tem, kako je tekmovanje potekalo, pa je Jana Juvan govorila tudi z enim od reševalcev. Pogovor preberite v današnjem Večeru. Tekmovali so torej v najbolj kompleksnih situacijah, s katerimi se ekipe lahko srečajo pri svojem vsakodnevnem delu. Na tekmovanje so se začeli s posebnimi treningi pripravljati že pred več meseci, za let jim je dala lanska zmaga na državnem tekmovanju na Rogli. No, ob vseh opravljenih simulacijah intervencij pa so mariborski reševalci opravili še 2 resnični. Podrobnosti torej v Večeru. Gremo še k nogometu. Na spletni strani smo objavili fotografije bralca, kako se je od Ljudskega vrta v torek poslovil Boštjan Cesar. Včeraj pa so pri Mariboru najavili, da bo predstavitev novega trenerja danes ob 11. uri. Jutri bodo vijoličasti začeli s pripravami na novo sezono. Dogajanje bomo spremljali na naših kanalih. Poročamo pa tudi o razpletu kvalifikacij za 3. ligo. Včeraj smo bili priča nogometnemu prazniku v Račah, kjer so navijači do zadnjega kotička napolnili tribuno. Tekma se je končala po željah domačinov. 2 gola Timoteja Dodleka in 1 Jureta Svenška so bili ob odličnih obrambah Nejca Petka. Ta je zaustavil tudi 2 11-metrovki, dovolj, da so Račani suvereno s 3-0 premagali ekipo Ormoža. Ob zmagi 4-2 na prvi tekmi so si sicer precej zanesljivo zagotovili vrnitev v 3. ligo Vzhod.
Da so bili boljši in že pred tekmo v vlogi favoritov, so vse skozi priznavali tudi Ormožani, ki jim velik met na koncu ni uspel. Podobno kot v Račah so se napredovanja med tretji ligaše veselili v Rogaški Slatini, ki je na prvi tekmi Odrancje premagala s 3-0, včeraj pa je bila Rogaška boljša z 2-0. Na povratni tekmi sta zadela Gleb Tolok in Mateus Santos Avila. Navijači v Rogaški Slatini si bodo včerajšnjo tekmo prav tako zapomnili za vedno. Pripadnost klubu so tudi tam dokazali s tem, da so dodobra napolnili tribuno na stadionu. Majhno mesto, veliko srce, so si bili enotni. To je bil Večerov dnevni podcast Večer zjutraj 12. junija 2025. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Danes sledi še nova epizoda podcasta Šlačilnica, jutri pa Večer za vikend. Z vami sem bil danes Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.